Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V novem nadaljevanju radijskega romana smo v 47. poglavju romana Kruh močnih in podnaslov pravi tako: Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog obljubil njim, kateri ga ljubijo. V prvi uri novega življenja sem izvedel osnovno načelo veslanja. Veslanje je bolečina. Vsako mišico v telesu okrutno kaznuje. Od trenutka, ko prvič potegneš tisto dolgo veslo, se boriš s težo vode. Vsak delček tvojega telesa kriči od silnih bolečin. Včasih se zelo dolgo ne moreš odpočiti. Tvoja edina resničnost je veslo v rokah, zvok bobna v tvojem ušesu in pogled na človeka ob tebi, ki vleče veslo skupaj s teboj, vleče, da bi ostal pri življenju. Priklenili so me na človeka srednjih let z brado do prsi, ki je zaudarjal, da me je sililo na bruhanje. Kmalu sem tako zaudarjal tudi sam, le da tistega dne še nisem vedel. Zdelo se mi je, da sem boljši od vseh. Konec koncev sem le Rimljan. Prvih nekaj ur moj tovariš ni rekel niti besede. Trudil sem se veslati, skušal ujeti ritem in se izogniti še dodatnemu bičanju. Ko je padla noč, je ladja končno spustila sidro in smo lahko počivali. Zgrudil sem se na pol mrtev od bolečin in izmučenosti. To spi, mi je prijazen glas rekel v uho. Moj tovariš mi je k razpokanim ustnicam prislonil okrušeno leseno skodelico in mi v usta zlival vodo. Ime mi je Jakob, je povedal. Jakob ben Samuel. Na tej ladji služim že 4 leta. Preživel sem. In tudi ti boš, mladi Rimljan. Jakob? Je vprašala Rebeka. Ja. Markove ustnice so se za trenutek omehčale. Eden vaših je bil. Rekel sem mu, da ne bom 4 leta služil umazanim piratom. Jakob ben Samuel se je tiho zasmejal in mi podal kos kruha. Potem pa jej. Potreboval boš moč, če boš hotel priti od tod na 2 nogah. Naslednje jutro so bili moji prsti polni žuljev. Ti so počili in se spremenili v nove. Na rokah imam še vedno brazgotine. Naši dnevi so se začenjali z bolečino in končevali z bolečino. Ponos je silno močan. Oblikuje človekov pogled na svet, na njega samega. Ne glede na moč ponosa sem spoznal, da se ta z lahkoto zlomi in za seboj ne pusti ničesar. Konec 1. meseca se je moj ponos zlomil. Njegovemu zgledu so sledili še pogum, upanje in samozavest. Za Rimljana ni večje sramote, kot da postane suženj, da ga premagajo, ujamejo in za povrh še dajo v okove. Vdal sem se. Okrog vratu sem si skušal oviti verige. Samomor se mi je zdela edina častna rešitev. Jakob me je rešil. Mark je pogledal svoje brazgotine. Bil je najprijaznejši človek, kar sem jih poznal.
Iz dneva v dan mi je pomagal najti razloge za življenje. Sprva me je preprosto naučil, kako veslati, kako držati veslo, kako pred poškodbami zaščititi hrbet, komolec in ramo. Naši ilirski gospodarji so nas z enega konca ladje prestavili na drugega, pri čemer smo ostali priklenjeni na iste tovariše. Zato sva z Jakobom skupaj preživela več ur kot večina bratov. Bili so dnevi, ko so nas gnali preko naših meja telesnih sposobnosti, onkraj utrujenosti, pošle so nam vse moči. V takšnih trenutkih mi je Jakob šepetal v uho: še enkrat, še enkrat, ne vdaj se, fant moj, še enkrat. In prav njegov glas, njegova topla skrb, čista vljudnost sredi nepojmljive krutosti so me priganjali, da sem vztrajal. Jakob me je naučil trdoživosti. Naučil me je, da je lahko močnejši od telesa. Z mladostno zaletavostjo, ki jo je nad glavo držal moj rimski ponos, sem se prvega dne hvalil pred Jakobom, da ne bom 4 leta služil na piratski ladji. Niti 4 mesece ne bi mogel služiti, če on ne bi skrbel zame. Moje pretepeno telo bi izvlekli iz trupa tiste ladje. Na koncu sem preživel zasužnjen polna 3 leta. Jakob mi je o Bogu začel pripovedovati konec 1. meseca. O Bogu sem poslušal 3 leta. O tem, kako je pozornost posvetil bednim sužnjem v Egiptu in jim poslal pomoč. Povedal mi je, da Bog zbira moje solze v steklenici in mi bo nekega dne za vsa pogorišča v mojem življenju naklonil lepoto. Postal sem bogaboječ, Lidija, kot ti. Dan za dnem so me gnali onkraj hudega trpljenja, onkraj izčrpanosti, onkraj glasu, ki mi je šepetal, da kaj takega ni mogoče. Jaz pa sem vlekel tisto veslo in daroval svojo zagrenjenost Jakobovemu Bogu. Prijatelj je na tisti ladji rešil moje telo pred smrtjo, a mojo dušo je rešil še pred hujšim. Lidija ni bila sužnja, niso je ujeli kruti gospodarji. Vseeno pa je zelo malo manjkalo, da bi se vdala. Razumela je Markov odnos do Jakoba, enako je čutila do Rebeke. Prav njena prijaznost, njen nasvet, njena ljubezen do Boga so ji pomagali zdržati v najtežjih letih. Kako si potem prišel na svobodo? Je vprašala Marka. Nekega jutra smo naleteli na ladjo. Takoj sem jo prepoznal. Bila je rimska bojna ladja, troveslača, zelo podobna tista, na kateri sem služil, ko so me zajeli. V meni se je okrepila upornost. Nisem mogel sodelovati pri zasužnjenju novih, sebi podobnih mož. Nisem mogel sodelovati pri umoru rojakov, če tudi ne hote. Na naši ladji so bili še drugi Rimljani, ki so bili zasužnjeni. Poklical sem jih na pomoč, jih spodbudil k uporu. Zaradi bližajoče bitke so vsi Iliri morali oditi na krov, spodaj so pustili le enega moža. Ko sem druge kriče pozival k uporu, je ta prišel k meni z bičem in bodalom v roki, da bi me utišal. Ni pa računal s tem, da sem bil po 3 letih veslanja zelo krepak. Nisem bil več droben fantič, ki bi ga vsak zlahka premagal. V trenutku sem njegov bič ovil okrog roke in ga nemočnega potegnil na tla. V dlan mi je zapičil bodalo. Mark jim je pokazal roko, kjer se je v soju ognja zelo svetlikala brazgotina v obliki sonca.
Vedel sem, kako kljub bolečini ohraniti mirno glavo. V nekaj trenutkih sem mu z eno roko vzel ključe in z drugo bodalo. Mark je stisnil roko v pest in se zasmejal. To ni bila visoka cena za pobeg. Osvobodili smo se verig in se začeli boriti proti Ilirom. Dokler nismo prispeli, so zmagovali. Rimljanom smo pomagali obrniti potek bitke, da so začeli zmagovati. Niso le premagovali Ilirov, ampak so si prislužili tudi bogato nagrado, ki je čakala v podpalubju piratske ladje, da so bili doma deležni velike slave. Sramoto suženjstva sem izprav sebe s tistim zmagoslavjem in z vlogo, ki sem jo odigral v njem. Poveljnik rimske ladje Lucij Anti je vedel, da življenje in zmago dolguje našemu posredovanju. Ko je spoznal, kakšno vlogo sem odigral v bitki, mi je ponudil nagrado. Jakob je bil tedaj v očeh Rimljanov še suženj. Postavili bi ga na dražbo v Rimu. Za svojo nagrado sem izbral njegovo svobodo. Čez nekaj dni je Jakob dobil potrdilo o osvoboditvi. Vrnil se je na svoj dom v Cezareji kot svoboden človek, čeprav je s seboj odnesel del mojega srca. Zavedno bo moj najdragocenejši prijatelj. Ob prihodu v Rim sem izvedel, da so starši mrtvi. Ko je za mojo izgubo slišal Anti, kateremu sem med plovbo domov zaupal svojo zgodbo in svoje sanje, je hotel z menoj deliti svoj delež denarne nagrade za zajetje ilirske ladje. Še vedno bom bogatejši, kot sem bil, ko sem te spoznal, mi je rekel. Če ne bi ti povedel sužnjev k uporu proti trgovcem s sužnji. Z denarjem, ki mi ga je dal, sem se več let usposabljal za arhitekta in inženirja. Z njim sem si v letih študija plačeval izobraževanje, knjige, opremo, bivanje in hrano. Nikoli mu ne bom mogel povrniti, čeprav se zelo trudim. Ko sem končal usposabljanje, sem sklenil oditi iz Rima, ter si med potovanjem po cesarstvu poiskati najzanimivejša dela. Ne glede na to, kam sem šel, sem ob sobotah poiskal shodnico, če je bilo le mogoče. Še naprej sem častil Boga Abrahama, čeprav sem v srcu hrepenel po več. Kje je obljubljeni odrešenik? Kje je moč starih prerokov? Kje je mesto poganov, kakršen sem bil jaz? Ko sem lani prispel v Efez, se me je lotil kašelj, ki se ga nisem mogel znebiti. Luka je bil ravno tedaj na obisku v Efezu, zato so mi ga člani shodnice predstavili. Pozdravil mi je kašelj in mi spregovoril o Kristusu. Zdelo se mi je, da me stiska za vrat, ko je rekel: glede na to, kako močan si telesno, bi moral živeti dolgo in zdravo življenje. Ne bi raje izbral večnega življenja, Marci? Zelo previden sem, še zlasti, ko me kdo stiska za vrat. Zato sem mu pritrdil. Vsi so se zasmejali. Arhitekt bi s svojimi zgodbami lahko pritegnil pozornost zdolgočasenega triletnika. Kakšno življenje, je pomislila Lidija. Zaradi vsega, kar je izgubil in tragedij, ki jih je doživel, pa je postal veliko srčnejši. Močan je bil, zato je preživel. Bil pa je več kot le človek, ki je prestal težko preizkušnjo. Neprizanesljivo življenje na ladji ga ni sprivilo. Slabotnejši od njega bi postali zagrenjeni, prežeti s sovraštvom. Mark pa, tako je čutila Lidija, je človek miru, ki ne dopušča, da bi se nad njegovo glavo zbirale nevihte besa. Občudovanja vredna rana, je rekla Lidija in pokazala na njegovo dlan.
A še večjega občudovanja je vredna zgodba, ki si nam jo povedal. Hodim za odrešenikom z ranami. Mislim, da v senci njegovih ran naše rane postanejo svete. In ko naši načrti propadejo, se lahko izpolnijo njegovi. Nisem si zamislil takšnega življenja, izkazalo pa se je, da je najboljše zame. Odrešenik z ranami, je Lidija pomislila na svoje srčne rane. Bi lahko rane, ki jih je nosil Jezus, preobrazile njene? Tiste, ki so jih zadale mamina smrt, Jazonova izdaja, smrt očeta in izguba doma? Bi lahko te pošasti, ki so jo preganjale v sanjah in v temo zagrinjale njene dneve, resnično postale svete? Kaj pa Iliri? Jih preziraš? Se jim ne želiš maščevati? Ga je vprašala. Mark je skomignil z rameni. Krutim gospodarjem sem odpustil. Odpustil? Je bleknila Lidija, kot bi ji besede pogrenile jezik. Ko je Jezus visel na križu v strašnih, smrtnih mukah, je našel moč in še zadnjič spregovoril. Vam povem svoje najljubše besede? Rekel je, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. To je rekel o svojih mučiteljih in morilcih, o Rimljanih in Judih. Zanj to ni bilo pomembno. Naklonil jim je svoje odpuščanje, čeprav so ga izdali in oropali življenja. Ko me zamika, da bi koga zasovražil, si ponovim te besede. Tisti Iliri so ubogi. Pekel ima njihove duše v primežu in tega se komaj zavedajo, čeprav živijo na tej zemlji. Prepustil jih bom v varnih Jezusovih rokah. Če jim ne bi odpustil, bi svoje srce priklenil nanje. Jaz pa sem zdaj svoboden. Ko je Lidija gostom zaželela lahko noč, je odšla k počitku. V tihoti svoje sobe je podoživljala trenutek svojega krsta in se spraševala, ali je naredila napako. Je prehitro prevzela to novo vero. Je Jezus vreden zaupanja? Ob misli na njegovo ime so izginili vsi njeni dvomi. Pomislila je na izraz na Markovem obrazu, ko je rekel, jaz pa sem zdaj svoboden. Njegove besede so bile iskrene. Kristus ga je osvobodil. Bi se tudi ona lahko osvobodila Dione in Jazona, divjega prašiča, Antioha in strahu samega? Ob misli na Antioha se je spomnila na uničeni indigo. Rebeka je rekla, da jim bo Bog poslal pomoč. Poslal jim je Pavla in njegove prijatelje, čeprav niso o indigu vedeli ničesar. Morda je bila njena duša bolj potrebna pomoči kot njena barva. Odrinila je odejo, po prstih odšla mimo spečih služabnikov in se spustila po stopnicah. Obšla je goste, ki so dremali v atriju, in stopila v delavnico, kjer so hranili indigo. Padla je na kolena, pogledala uničeno pasto in se skušala domisliti rešitve. Še več, morala je odkriti, kdo je uničil barvo. Pod njeno streho ne bo več varno, dokler ne bodo ugotovili, kako je Antioh prišel v njen dom. In tukaj bomo za nocoj končali, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Hvala vsem, ki spremljate radijski roman. Z vami bomo spet prihodnji četrtek. Če pa ste del romana zamudili, najdete vse med našimi podcasti. Hvala za družbo in lep večer še naprej. Lahko noč. Radijski roman.